Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se sprašujemo, kje si bo Ana umila roke. Le kje? Preberimo pravljico in poiščimo odgovor. Kje si bo Ana umila roke? Ana, zajtrk! Je lepega nedeljskega jutra nekaj zmotilo našo junakinjo pri spanju, medtem ko je iz kuhinje zadišalo. Klicala je mamica, dišale pa so pravkar pečene palačinke. Ana je pritekla v kuhinjo, se usedla na stol za mizo in bingljajoč z nogami čakala na dobrote. Kaj pa roke? Si jih umila? Jo je vprašala mamica. Ne, mami, nisem. Ne vem, kje naj si jih umijem, ji je hudomušno odvrnila Ana. Kje pa si jih ponavadi umivaš, Ana? Jo je vprašala mamica. V morju, ji je med smehom odgovorila Ana. Lahko poskusiš, ji je odvrnila mamica. Dolgčas ti ne bo, gledala boš jadrnice, kako lovijo veter v svoja jadra, pa galebe, kako lovijo veter v svoja krila. In če boš nosila kapo, bo morda tudi ona ujela veter in odjadrala kitu na glavo. Videla pa boš tudi, kako zaide sonce, saj je morje daleč in boš tja prispela šele zvečer. In če se boš takoj odpravila nazaj, boš doma že jutri za zajtrk. Ampak jaz sem že zdaj lačna, je protestirala Ana. Kaj pa, če si jih umijem v reki? Lahko poskusiš, reka teče sama od sebe, mogoče ti sploh ne bo treba drgniti rok. Namesto mila boš uporabila drobni pesek, če pa imaš za nohti umazanijo, bo priplavala velika ščuka in ti jih očistila s krtačo. Če boš imela srečo, bo pihal tudi veter in ti posušil roke. Reka je dosti bližje kot morje. Verjetno boš nazaj že do večerje, je rekla mamica. Ampak mamica, meni že želodček kruli, je zacvilila Ana v duetu s svojim neučakanim želodcem. Kaj pa, če grem samo do potoka in si tam umijem roke? Lahko poskusiš, ji je odgovorila mamica. Všeč ti bo žuborenje potočka, ko si boš v njegovi bistri vodi umivala roke. Brkati stric, potočni rak bo prišel mimo in si v brk mrmral pesmico Ob bistrem potočku je mlin, cin, cin. Privzdignil bo svoj cilinder in te uglajeno pozdravil. Male ribice bodo švigale mimo in preverile, ali imaš za nohti kaj črnega. Ptički bodo prepevali z bližnjih vej in ko boš zaslišala ropotati še leseni mlinček, ki so ga tam pozabili otroci, boš skoraj pozabila, zakaj si prišla. Potoček je v bližnjem gozdu, bližnji gozd pa je bližje od morja in bližje kot reka. Če boš pohitela, boš nazaj že do kosila. Ampak jaz bi že zdaj jedla, se ni dala Ana. Kaj pa, če si jih umijem v mlaki? Lahko poskusiš, je rekla mamica. V mlaki ti bodo žabe veselo pesem zapele. V ritmu rega kvak si boš rokice prala. Na lokvanje v list boš stopila in stric kačji pastir ti bo prinesel brisačo. Lahko boš s štorkljo poklepetala, ko bo prišla obiskat žabe. Dolgčas si bo, ker se ji vedno vse poskrijejo. Mlaka je blizu, bližje kot morje in bližje kot reka in bližje kot potoček. Nazaj boš najbrž že do malice. Mamica, jo je resno pogledala Ana, uprla roke v bok in ji razložila. Ko bom velika, bom šla najprej do mlake, s štorkljo poklepetat in žabe pozdravit. Potem do potočka se z mlinčkom igrat in z rakom pesmice prepevat. Šla bom tudi do reke, ščuki bom vzela krtačo in si sama očistila nohte. Nazadnje bom šla še na morje, imela bom svojo jadrnico, lovila bom veter v jadra in še tebe bom peljala z njo. A zdaj sem še majhna in lačna in palačinke zelo lepo dišijo.
Mislim, da imamo v kopalnici umivalnik, tam sta Pipa in Milo in če pohitim, bom nazaj še preden boš na mizo postavila prvo palačinko, se je zasmejala Ana in stekla proti kopalnici. Kaj pa vi? Si umijete rokice, preden sedete k mizi? Seveda si jih, kaj pa sprašujem? No, zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.